Vsi so nedužni dobič na eno. In zdaj še zadnje zame osebno zelo zanimivo dejanje današnjega druženja. V petek smo vam obljubili, da se bo ekipa Žive podala na eno novo avanturistično, pravzaprav zanimivo zadevščino, imenovano feratarstvo. In veste kaj? Ta napoved se je uresničila. Z Marijem, to je naš snemalec, sva vzela kamero, sedla v avto, šla v sosednjo Avstrijo in nastala je ta reportaža. Poglejmo. Moja pričakovanja zlasti pri novih dogodivščinah so zmeraj velika. To priznam. A to, kar smo doživeli v soboto, vsa moja pričakovanja ne samo izpolnjuje, temveč presega. Ko smo prispeli v Lavamund, so se moje oči najprej ustavile na visoki steni, po kateri se je ekipa uličarjev že vzpenjala. In prvo vprašanje, ki se mi je porodilo v mislih, je bilo čisto preprosto. Kje je moja oprema in kdaj sem na vrsti? No, malce bolj zadržan je bil snemalec Marijo, ki je najprej vprašal, v kateri razred po težavnosti pa spada ta stena? Kak težko bo to danes? Pravzaprav zanimivo vprašanje. To je taka vadbena ferata. Tu se preizkusijo mladi začetniki, starejši tudi ne kot začetniki, potem pa že v težje, pa daljše smeri, tudi po 400 metrov. Tukaj je malo manj kot 100, so pa tudi po 800-900 metrov dolge ferate, pa težje tega. Sicer nisem takoj vedela, zakaj Marija to zanima, no kasneje, ko je visel na vrvi, pa je bil odgovor kristalno jasen. A do tja še pridemo. Same priprave na vzpon niso dolgo trajale, saj sva z Marijem že bila deležna predhodnega urjenja v telovadnici. Vsi ti pasovi, vrvi, vozli so nama bili že dokaj poznani. Ko sva se opremila, sem spoznala še svojega angela varuha, planinskega vodnika Zorana Lorberja. In potem se je podvig začel. Prvi koraki so bili lahki, nekje na sredini poti se je od nas zahtevalo nekoliko več moči, a večjih težav ni bilo. Verjetno tudi zaradi tega, ker smo vsi ves čas imeli v mislih dejstvo, da smo res odlično varovani in da se nam nima kaj zgoditi. Dodatni občutek varnosti pa nam je gotovo dajal tudi izkušeni alpinist Mijo Kovačevič, ki nas je budno spremljal in vzpodbujal. Danes nismo imeli 100% varnosti, kar se vas tiče, ampak 300%. V alpinizmu tega ne počnemo, ker pač znamo sami za osnovno varnost poskrbeti. Danes ste bili pa dejansko ne samo odvisni od nas, ampak vaša varnost, vaše življenje je bilo v naših rokah. Poleg tistega, kar ste se naučili v predhodnih vajah, so vas dodatno dvakratno varovali, tako da je bilo povsem varno. Naš vzpon je trajal približno 20 minut in ko enkrat prideš na vrh, najbolj prija kratek odmor. Klopca ob cerkvi je bila idealna za počitek. Ampak veste, ko prideš na vrh, moraš kasneje tudi nekako dol, kaj ne? Stena, ki smo jo vsi uspešno premagali, ponuja dve možnosti povratka. Za manj adrenalinske je možnost ta, da se sprehodijo po potki skozi gozd. Za tiste željne občutka, da smo nekakšni superjunaki, pa je rešitev preprosta. Ninja spust po vrvi, ki pada ob navpični steni. Uganite, kaj je meni narisalo nasmešek na obraz. Je bil nekoliko večji zalogaj za Marija. Poleg tega, da je bil ves čas dodatno obtežen s kamero, ki tehta 8 kg, se Marijo namreč boji višine. In to smo izvedeli šele sredi stene, ko je čisto prebledel. A smo ga hitro spomnili na to, da je najino varovanje trikratno. Kot vidite, je feratarstvo primerno za domala vsakogar, ne glede na starost, fizično pripravljenost in tudi morebitne strahove pred višino. Vse se da premagati. In z Marijem nisva bila edina, ki sva se te stene lotila prvič. Prav tako nisva bila edina, ki sva ob zaključku podviga bila na svoj podvig ponosna. Zakaj ste se odločili, da se boste dali na to preizkušnjo? Malo da se izprobam. Zato, ker me je zanimalo, če sem to sposobna, ker me to vedno veselilo. Vleče me adrenalin. Bi priporočali gledalcem, gledalkam? Mirne duše, ne probejo. Absolutno, prvi priliki.
Vsakič znova pa so nad dosežki navdušeni tudi že izkušeni feratarji, med katere sodi Simon, ki se še vedno zelo dobro spomni svojega prvega feratarskega podviga. Prvi podvig je bil pri 12 letih z očetom Francijem, ki je tudi danes tukaj. In sicer smo šli prek Pragov na Kredarco in prek Malega Triglava na Velik Triglav. To je bila prva taka varovana pot ferata. Bilo je super, ne? Kaj pa tebe najbolj tako, zdaj ko si že izkušen, imaš več izkušenj, pritegne na feratarstvo? Verjetno vse, ne? Ker drugače ne bi tega počel. Mene je osebno trenutno napredujoče težavnostne stopnje, drugače pa danes velika udeležba, tudi tvoj podvig in veselje, ne? Dobra družba, dobro vreme, to je to, ne? Ja, to še ni čisto to, dragi Simon. Ko smo že mislili, da je vsega konec, je sledilo še nekaj nepričakovanega. Krst. No in zdaj smo pri tistem delu, ki odgovarja na vprašanje, zakaj je bila vožnja domov malce boleča. Najprej se zahvalite, da ni danes tukaj našega Eisenherz Francija, ki vam je pred tednom poalpinistično stisnil roko in smo bili vsi veseli, da niste šli v bolniško, ker če bi vas danes on krstil, nekaj dni ne bi mogli uporabljati sedala. Ker pa je vaše življenje predal v roke Davorina, ga je tudi pooblastil, da bo danes rabel in da vas bo krstil. Mislim pa, da bo z veseljem sodeloval tudi Mijo kot pomočnik in da bo vse po predpisih. 1, 2, 3. Krst je krst in tega, naj izgleda še tako boleče, ni bilo težko prestati, ker je nedaleč proč od našega trpljenja bila pogrnjena mizica, ki je ponujala same dobrote, ki so jih seveda pripravile spremljevalke naših feratarjev in po katerih smo segli brez slabe vesti, saj smo s plezanjem porabili ogromno energije. Pa tudi zaslužili smo si jih, če sem čisto odkrita. No, naši feratarji in planinsko društvo Maribor Matica pa si zaslužijo same pohvale, saj so res naredili vse, da je naša prva izkušnja s feratarstvom bila varna, zabavna, uspešna in zanimiva. In če je tudi vas zamikalo, da bi osvojili kakšno zavarovano plezalno pot, imate za to vse možnosti. Pa tudi v sosednjo Avstrijo se vam ne bo treba voziti, saj bomo svojo športno ferato dobili tudi v naši deželi. Slovenija ima več kot 50 klasičnih zavarovanih poti. Dr. Andrej Mašera je že pred mnogimi leti izdal knjigo 50 zavarovanih plezalnih poti. Danes je v naši družbi profesor za športne ferate Mijo Kovačevič, ki je soavtor prve športne nove ferate, ki jo bodo čez teden dni uradno otvorili v neposrednji bližini Vinske gore na Gonžarjevi peči in zagotovo bo o njej povedal kaj več prav Mijo. V Sloveniji so ferate do lanskega leta bile nekako tabu tema. Izogibali smo se jih iz raznih razlogov, ne ravno vsi, ampak nekateri so bili proti temu, nekateri so bili za. Dejstvo pa je, da v tujini so ferate vsak dan, tam ne ločujejo nekak alpinizma, pa feratarjev, pa športnih plezalcev. Vsak je za nekaj, vsak ima neke svoje želje, svoje zmožnosti in ferate so pač namenjene feratarjem. Nastane pa težava, ko želimo eno skupino kot vodnik, ko sem tudi vodnika, peljati v tujino, v neko zahtevno ferato, moraš udeleženca preizkusiti. Namreč tujini so ferate vse kaj drugega po težavnosti, kako tukaj v Lavamintu. To je šolska, povsem lahka. Zato smo pač Lavamint izkoriščali za ta trening poligon, za preverjanje udeležencev, vendar smo plezali nekako drugače kot danes, brez uporabe teh kovinskih skop, samo po skali, pa samo jeklenica, gor in navzdol. No in iz tega se je porodila ta ideja, da potrebujemo v Sloveniji preko slej v našem pred Pragom učni poligon dovolj visoke težavnosti in to je v preteklih 2 letih nastajalo na Gonžarjevi peči v Vinski gori. Upam, da se torej srečamo v nedeljo 3. aprila ob 9:30 dopoldne na otvoritvi zavarovane plezalne poti oziroma učnega poligona Gonžarjeva peč.
Podvig je bil enkraten in celotni ekipi, ki je na naju res pazila in se na ta podvig pripravila, še enkrat najlepša hvala. Vi pa, dragi gledalci in gledalke, če želite tudi sami doživeti takšen dan, pišite nam. Naš naslov je ziva@rts.si in potrudili se bomo, da boste kaj takšnega doživeli tudi sami. Z vami bomo ponovno v petek, ko bomo znova poskrbeli za zvrhan koš pozitivnih novic. Do petka, do 5:30, lep pozdrav.